Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali razliko med nominalnim in realnim bruto domačim proizvodom ter si pogledali nekaj dejanskih podatkov iz Statističnega urada Republike Slovenije o bruto domačem proizvodu države Slovenije. Bruto domači proizvod, na kratko BDP, je vsota proizvodov določenega gospodarstva v določenem obdobju. Bruto domači proizvod ponavadi izrazimo v denarnih enotah, zato da ga lahko primerjamo. Tukaj pa se pojavi težava. Torej, bruto domači proizvod lahko izrazimo v nominalni vrednosti, to pomeni v tekočih cenah, vendar pa s tem izgubimo možnost primerjave bruto domačega proizvoda med posameznimi leti. Zakaj? Zato, ker na nominalni bruto domači proizvod vpliva tudi inflacija oziroma deflacija. Za primer vzemimo tole tabelo na zaslonu. Leta 2021 je država proizvedla 8 proizvodov, recimo koles, za katere je zaračunala 50 evrov, kar pomeni, da je bil nominalni bruto domači proizvod 400. Leta 2022 pa je proizvedla Slovenija na primer 3 kolesa, cena tega proizvoda je bila 200 na posamezen artikel, kar pomeni, da je bil nominalni bruto domači proizvod v višini 600. Jasno je, da je bil bruto domači proizvod v letu 2022 veliko nižji kot v letu 2021, zato smo ekonomisti izumili posebno metodo, in sicer inflacioniranje oziroma deflacioniranje. V primeru inflacije, se pravi dviga splošne rasti cen, nominalni bruto domači proizvod deflacioniramo. V primeru deflacije pa ga inflacioniramo in s tem izločimo vpliv spremembe cen na bruto domači proizvod, kar pomeni, da postanejo potem bruto domači proizvodi med leti primerljivi. Takemu, se pravi, bruto domačemu proizvodu, ki izloči vpliv spremembe cen, rečemo realni bruto domači proizvod oziroma RBDP. Meri se v stalnih cenah in pri njem je izločen vpliv inflacije in deflacije, zato je bolj zanesljiv pokazatelj, še posebej, če želimo primerjati BDP med leti. Če izločimo vpliv spremembe cen, naprimer določimo cene iz baznega leta 2021, vidimo, da je gospodarstvo dejansko po realnem bruto domačem proizvodu leta 2022 proizvedlo veliko manj kot leta 2021. Ob tem še opomba, na zaslonu se vam prikazuje RBDP in zraven referenčno leto. Referenčno leto je v bistvu bazno leto. Zdaj pa zgoraj sem omenil inflacijo in deflacijo. Kaj to sploh je? Inflacija oziroma deflacija je sprememba splošne ravni cen. Jaz jo bom označeval z delta C. Merimo jo v procentih, gre pa za razliko. Se pravi, če se cene dvignejo, je prišlo do inflacije, če se splošna raven cen spusti, pa je prišlo do deflacije. Zdaj, kaj to praktično pomeni? Inflacija v bistvu pomeni, da bomo za iste proizvode primorani odšteti več denarja, deflacija pa pomeni, da bomo za iste proizvode morali plačati manj. Zdaj to inflacijo in deflacijo moramo ločiti od indeksa cen. Indeksi kažejo gibanje vrednosti nekega znaka. Ko govorimo o indeksu cen, nam ta prikazuje gibanje vrednosti oziroma višine cen izdelkov iz košarice dobrin. Za razlago košarice dobrin si pogledajte posnetek, omenjen v opisu. Indeks cen je določen na način, da določimo bazno leto, ki je osnova, s katero primerjamo ostala leta, po formuli posamezno leto deljeno z bazno leto krat 100, ker gre za indeks. Kar pomeni, da v primeru inflacije in deflacije indeks cen, se pravi, pove neko določeno številko, se pravi 100 je vedno številka baznega leta, tudi zaradi tega, ker po definiciji, se pravi, če damo bazno leto skozi bazno leto krat 100, to pomeni 1 krat 100, kar pomeni, da je številka, se pravi, indeks cen v baznem letu vedno 100. V vsakem primeru, pa če se v katerem od naslednjih let pojavi enak indeks cen, to pomeni, da se cene niso spremenile napram baznemu letu. Če je indeks cen višji od 100, pomeni, da je prišlo do inflacije. Če je indeks cen na primer 105, je prišlo do 5% inflacije. Enako, če je indeks cen nižji od 100, pomeni, da je prišlo do deflacije. To pa se izračuna, se pravi, ta indeks cen, pa kot rečeno, se izračuna raven cen posameznega leta skozi raven cen
v baznem letu. Načeloma pa spremembo cen ugotavljamo s pomočjo košarice dobrin. Prosim, poglejte si še ostale posnetke, ki smo jih pripravili za vas, za razlago košarice dobrin. Načeloma pa pri indeksih poznamo običajne, ti so za določenje realnega bruto domačega proizvoda in gre za povprečno spremembo cen dobrin, in pa poznamo tudi implicitni inflator oziroma deflator, ki je torej definiran kot se pravi nominalni bruto domači proizvod krat realni bruto domači proizvod krat 100. Zdaj pa si pogledamo še nekaj realnih podatkov za Republiko Slovenijo. Na zaslonu se vam je prikazala tabela, podatki so prišli iz Statističnega urada Republike Slovenije, jaz sem naredil nekaj malega obdelave. Zdaj, če si pogledamo, se pravi, imamo najprej določene tekoče cene v milijonih evrov, potem imamo določene stalne cene z referenčnim obdobjem iz leta 2010. Z referenčnim letom, kot omenjeno že prej, mislimo na bazno leto. Potem sem pa izračunal še indeks cen, podani so podatki še bruto domači proizvod na prebivalca v evrih, v tekočih cenah. Jaz sem pa izračunal še gospodarsko rast glede na realni bruto domači proizvod, ki je določen v drugi vrstici. Zdaj, če si pogledamo podatke, je očitna razlika med nominalnim in realnim bruto domačim proizvodom, naprimer v obdobjih, kjer je prišlo do velike inflacije oziroma deflacije. Zdaj, glede na to, da je indeks cen določen z baznim letom v letu 2010, kot vidite na zaslonu, vidimo, da tukaj je nominalni proizvod enak realnemu proizvodu. Že v naslednjem letu pa je prišlo do 1% inflacije, kar pomeni, da realni proizvod ni več enak nominalnemu proizvodu. Še večje razlike se pokažejo proti koncu, naprimer, ko je indeks cen že 116,2, ko je razlika med nominalnim in realnim bruto domačim proizvodom precej velika. In pa seveda na drugem koncu, v letu 1995, ko je indeks cen precej nižji, torej iz tega lahko sklepamo, da so se cene dvigovale od leta 1995 do leta 2010, seveda odvisno spet od posameznega leta, ampak tudi tukaj vidimo, da nominalni in bruto domači proizvod nista niti podrazno enaka. Mogoče tako, da se malo bolj vidi, še preglednica od leta 2008 naprej, zadnje podatke imamo podane za leto 2021, ko je država proizvedla 52 milijard v nominalnem bruto domačem proizvodu oziroma v cenah iz leta 2010 44,9 milijarde evrov. Hvala, da ste si vzeli čas za ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, sledite nam na kanalu in se vidimo v prihodnjih posnetkih. Adijo!